Dobrodošli na novinarski konferenci podjetja Intra Lighting. Moje ime je Nika Furlan, v Intri sem zadolžena za komunikacijo. Danes imam še posebno čast, da sporočim pomembno novico. Na japonskem natečaju Good Design Award smo prejeli prvo zelo pomembno strokovno priznanje in velja tudi za eno najbolj pomembnih priznanj v 22-letni zgodovini podjetja. Na današnji konferenci bomo predstavili najpomembnejše vzvode in mejnike, ki so nam omogočili to pomembno priznanje. Naj vam najprej predstavim naše govorce. Z nami so Marino Furlan, predsednik Intra Group, Roman Heufel, tehnični direktor Intra Group in Dimitri Živec, direktor marketinga Intra Lighting. Pozdrav. Najprej dajem besedo Marino Furlanu. Spoštovani novinarji, dobrodošli na današnjem dogodku, ki nam pomeni zelo veliko. Zahvaljujem se za vaš čas, ki ste si ga vzeli. Par besed bi rad spregovoril o našem podjetju in strategijah. Tako da, mogoče za začetek bi rad povedal nekaj, da podjetje je postalo odraslo po vseh merilih odraslosti. Namreč 13. oktobra praznuje 23. obletnico obstoja. V 22 letih je podjetje prehodilo vse faze razvoja, od preprostega sestavljanja svetilk do prave proizvodnje, uveljavitve dizajna na koncu 90 let, do razvoja inovativnih, človeku prijaznih svetilk, kar se je dogajalo v prejšnjem desetletju. V prihodnosti je pa podjetje usmerjeno na direkten vpliv na človeško počutje in tle dela razvojna skupina 5 profesorjev na temo, kako frekvence svetlobe vplivajo na počutje, zdravje, motivacijo, delovno uspešnost in emocije. Če je bila Intra Lighting v 90 letih znana kot proizvajalec tehnične razsvetljave za opremo pisarn, šol, bolnic in industrije, je danes prepoznavna kot visokokakovosten, energetsko izredno učinkovit, inovativen, izdelki so pametni, vrhunsko oblikovani, namenjeni pa arhitekturi. Razvoj izdelkov v več kot zadnjih 10 letih je izredno naravnan na to, da vsak del, ne samo svetilo kot celota, ampak vsak del, tudi tisti, ki je skrit, je dizajniran. To počnemo z znanimi dizajnerji iz Slovenije, tudi iz tujine, light dizajnerji in arhitekti, kjer je izhodišče vsekakor inovativna aplikacija, tehnološka inovacija, dobro oblikovanje, energetska učinkovitost in seveda tudi počutje v prostoru. Saj si danes brez vsega tega težko predstavljati eno kvalitetno razsvetljavo. Vse to skupaj pomeni seveda dober dizajn. Intra v tržnem smislu je dosegla na mnogih področjih dobre rezultate. Saj nas danes uvrščajo med visokokakovostne, zanesljive in inovativne proizvajalce svetil. Pri razvoju posameznih izdelkov in konceptov skrbimo za vrhunsko izvedbo detajlov, modularnost, enostavno montažo, kar nam dodatno odpira možnosti za nastope doma in seveda po svetu. Danes se naša svetila proizvajajo v 3 tovarnah, kjer je sedež v Mirnu pri Novi Gorici, je v Sloveniji, druga tovarna se nahaja na Hrvaškem in tretja v Srbiji. Naše svetilke se prodajajo na projektih v več kot 40 državah sveta,
To seveda uspemo z lastnimi prodajnimi podružnicami, ki jih imamo v Holandiji, na Danskem, v Italiji, na Hrvaškem in v Srbiji. Predstavništva, kjer pa v bistvu nudimo samo tehničen support in prodajno podporo, se pa nahajajo v Bosni in Hercegovini, Avstriji, Veliki Britaniji, Franciji, Norveški, Bolgariji, Kanadi in Dubaju. Intrini izdelki se danes, vse kar proizvedemo, se 100% prodaja pod lastno blagovno znamko. Ne počnemo nič za druge proizvajalce, da bi etikete lepili. Brali smo si sicer težjo pot, vendar verjamemo, da je ta edina lahko uspešna. To nam seveda zagotavlja zanesljive perspektive prihodnosti. Prisotni smo seveda na največjih sejmih v Milanu, v Frankfurtu, v Düsseldorfu, v Las Vegasu in v Filadelfiji, v Združenih državah. Podjetje seveda, če hoče na teh trgih prodajati, ima tudi vse ustrezne certifikate, namreč certifikat ISO 9001, ENEC certifikat za kakovost, ki velja v Evropski uniji, GOST certifikat, ki je certifikat kakovosti za rusko tržišče, ki nam je sicer trenutno še precej nepomembno, in seveda tudi UL certifikat za Združene države Amerike. Intra si je tudi zbrala eno usmeritev, v kateri želi izstopati in je tudi zaščitila eno novo blagovno znamko ali pa brand Focus in Green, kar pomeni, da sam izdelek že dolgo ni dovolj. Veliko energije posvečamo reševanje in razumevanju bivalnih potreb človeka, tako na delovnem mestu, trgovini, šoli, bolnici, kot tudi v urbanem okolju v zadnjem času. Namreč današnji investitor je zelo izobražen in želi celostno rešitev, želi resnične argumente, želi tudi dobrega partnerja, ko gre za načrtovanje razsvetljave. Posebno dimenzijo naše razvojne naravnanosti pa seveda predstavlja tudi zavedanje človekovih potreb po trajnostnem razvoju, tako da v podjetju je skrb za okolje prisotna v vsem, karkoli počnemo. Posebno pozornost namenjamo varčevanju z energijo, daljši življenjski dobi svetil, namreč od letos naprej zagotavljamo 5-letno jamstvo za svetilke. High efficiency je en podznak Focus in Green, kjer predstavlja zelo velik izkoristek, ki je predvsem vezan na optiko, to je najbistvenejši del svetilke, usmerjeno svetlobe, z najnovejšimi tehnologijami srebrovega nanosa. Drugi del je Energy Saving, kot podznak Focus in Green, kjer je v bistvu zelo pomembno, kak vir svetlobe, to je po domače žaranca in seveda elektronika danes, je potrebno vgraditi oziroma uporabiti na svetilki, da dosežemo maksimalen efekt. Tretji del, ki je relativno nov pri nas, ker namreč s prvim in drugim se že 10 let ukvarjamo, je pa IQ, to je inteligenca same svetilke, ki zna v bistvu sama sebe uravnavati glede na potrebe okolja, v katerem je montirana, namreč senzori svetlobe, za zunanji vpliv svetlobe, prisotnost v prostoru in seveda tudi frekvence svetlobe, ki v bistvu lahko bistveno pripomore na to, kar sem prej rekel, da profesori delajo na projektu, pripomore k občutku same osebe. Konkretni rezultati za uporabljene rešitve in merljiv prihranek je tisto, kar najbolj zanima investitorja. Vse pogosteje pa načrtovalci svetlobe poštevajo tudi potrebe po svetlovnem udobju, dobrem počutju v prostoru, ki ima za posledico večjo ustvarjalnost in boljše delovne in bivalske pogoje. Nova razvojna pridobitev, ki jo danes tudi tema te konference, je rezultat, da je naš razvoj prišel do točke, ko zasnova
in cilji prestopajo v novo fazo. Kako ustvariti svetilko, ki ne bo samo lepo oblikovana in funkcionalna, temveč bo učinkovita in pametna. Zraven vsega pa bo zagotavljala maksimalno barvno razpoznavnost, kar je podobno učinku sonca v plavem nebu. Če svetilki pamet lahko relativno hitro gradimo, namreč dodamo pametno elektroniko, je učinkovitost nekaj, kar moramo neprestano razvijati, DoPieces pa je presegla tudi to. Pogoj za tako razmišljanje je tudi Evropska direktiva, ki pravi, da do leta 2020 mora Evropska unija in države, članice, zmanjšati porabo energije za 20%. To ne bo tako enostavno. Naša svetilka in ni edina je sigurno usmerjena prav v to smer, ker so prihranki bistveno večji, kot normativa zahteva. To je seveda eden od ključev in pogojev za zmanjšanje izpustov CO2, kot tudi zmanjšanje odvisnosti od energetskih virov, ki jih Slovenija in cela Evropska unija uvažajo. Hkrati tudi zagotavlja in zmanjšuje energetsko odvisnost na način, da se zmanjšujejo potrebe po termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah ali podobnih onesnaževalcih v Sloveniji in v Evropski uniji. Nova družina DoPieces, ki smo jo razvili skupaj z design studijem Cornelison iz Belgije, nam odpira vrata v svet najboljših specialistov za osvetljevanje muzejev in galerij, novih konceptov trgovin za vrhunsko modo, ki svojo ponudbo povezujejo z emocijo. Trgovine, kozmetike, zlatarne in seveda tudi vsi ostali delovni bivalski prostori. Na svetilko DoPieces smo še posebej ponosni, saj je izpolnila in celo presegla naše cilje, saj je izjemno dobro sprejeta na trgih, tako v Evropski uniji kot v ZDA. Seveda tudi na drugih kontinentih dobivamo komplimente. Nagrada Good Design Award, ki smo jo prejeli v Tokiu, je za DoPieces, družina svetil, je v tem trenutku najvišje priznanje, ki ga je Intralighting prejela doslej, gotovo pa ni zadnje. Saj v razvoju nastajajo številne nove družine izdelkov in sem trdo prepričan, da najmanj 4 so take, ki v naslednjem letu lahko dobijo ponovno tako priznanje. To priznanje za naše podjetje, kot tudi za Slovenijo, zelo pomembno, umeščajo na zemljevid držav z najboljšim industrijskim dizajnom, kar je osnova za doseganje prepoznavnosti Made in Slovenija in Made by Intralighting in večanje dodane vrednosti. Hvala lepa. Hvala, Marino. Tehnološki razvoj produkta nam bo zdaj predstavil Roman Hojfel. Hvala za besedo. Izdelek DoPieces je seveda tudi v skladu z našim sloganom All Visible, All Invisible. Kot že njegovo ime pove, sta to dva kosa, izredno majhna, v katerih je vgrajena vsa tehnologija. To nas je še dodatno spodbudilo za sprejem takega predloga, ampak ker nam je izziv bil tudi, da naredimo izdelek z zelo izredno majhnim številom sestavnih delov, je bil to dodaten izziv za naše tehnologe. Izdelek je bil tudi razvit v zelo kratkem času, rekordno kratkem času, kratkih 7 mesecev, to je do sedaj najhitreje, kar nam je v podjetju uspelo, ker je svetilo zasnovano na LED tehnologiji in seveda potrebuje zelo prilagojen hladilni sistem, nam je to tudi uspelo in posebno pozornost smo namenili hladilnemu sistemu, kateri je danes registriran že uradno tudi kot inovacija.
Svetilo nima vidnih vijakov, kar še dodatno daje, bom rekel, inovativnost. Ima izredno zmogljivo optiko, izdelano je iz aluminija in polikarbonata. Prva zasnova je bila kot tračni reflektor, vendar trg potrebuje, bom rekel, več, zato smo v kratkih 2 mesecih razvili še 4 izvedenke, ki zadovoljujejo še ostale potrebe, ki jih trg narekuje. Učinkovitost razvoja novih izdelkov je v bistvu plod dolgoletnih načrtnih vlaganj celotnega podjetja. Pohvalimo se lahko z sodobno opremljenim laboratorijem, s katerim lahko zadovoljimo vse potrebne meritve. Hvalimo se lahko z enim največjim laboratorijem za fotometrično meritev, napravo imenovano fotogoniometer, katera omogoča kotno prerazdelitev svetlobe v prostoru, izjemno zahtevno napravo integracijsko sfero oziroma kroglo z radiospektrometrom, ki nam omogoča določanje spektra svetlobe, katero je danes zelo pomembno tudi zaradi počutja. In kot nazadnje za preučevanje hladilnih sistemov pri LED tehnologijah, temperaturno komoro za vse termografske analize in teste. V podjetju smo razvili visoko tehnološko kulturo, ki nam zagotavlja trajnostni razvoj in izredno kakovost izdelkov in zadovoljstvo kupcev. Za konec bi še rad se zahvalil vsem sodelavcem podjetju, ki so upoštevali zadane roke, da smo projekt lahko izpeljali v tako kratkem, rekordnem času. Hvala. Hvala, Roman. Samo priznanje, njegov pomen na trgu bo pa zdaj predstavil Dimitrij Živec. Nika, hvala za besedo, spoštovane novinarke in novinarji. Pozdrav še z moje stvari. Oblikovalski studio s Terje Kornelisom smo spoznali čisto po nekem naključju, in sicer pri priznanem svetovnem proizvajalcu, in potem smo šli po poti nazaj. Opazili smo ta izdelek z neko izčiščeno obliko in pri tej poti nazaj smo prišli do oblikovalcev, s katerimi se je pa stkala vez, stekli so prvi projekti in danes se upamo trditi, da smo nad sodelovanjem izjemno zadovoljni. Saj je biro eden redkih, ki resnično zelo dobro razume potrebe arhitekture. Druga njihova izjemnost je, da so specializirani samo za oblikovanje svetil in s tem zelo dobro poznavajo samo tehniko, svetlobno tehniko in tehnologijo. Posledično je pa čas do razvoja novega izdelka, kot je že kolega Roman omenil, bistveno krajši. Dobiti nagrado na tako uglednem natečaju, kot je Good Design Award, pomeni, kot da bi osvojil eno izmed 4 najprestižnejših priznanj na svetu za industrijsko oblikovanje. Na ta natečaj se prijavi okoli 1000 podjetij s več kot 3000 produkti, ki spravi vloge prihajajo z celega sveta. Ocenjuje se v več kategorijah, ocenjuje pa 60 uglednih priznanih strokovnjakov iz različnih področij. Naš izdelek je tekmoval v kategoriji pohištva in izdelkov in produktov za notranjo rabo. G-znak se tradicionalno podeljuje že od daljnega, lahko rečemo, leta 1957, pooseblja pa kvaliteto in uporabnost. Akademija sama zase malo v šali pravi, nismo lepotno tekmovanje, ocenjujemo ekonomske uspešnosti dizajna in tudi ne ocenjujemo ekonomske uspešnosti dizajna. Nagrajujemo dobro oblikovane izdelke, ki povečujejo kakovost življenja in spodbujajo industrijski razvoj. In tega se tudi načeloma držijo.
Za DPS bi lahko trdili, da je svetilo oblikovano po meri človeka, in sicer človeku in okolju prijazno. Poleg visoke energijske učinkovitosti LED diod s praktično dolgo življenjsko dobo, ki je praktično brez vzdrževanja, je sama svetloba prijazna, brez sevanj ultravioličnih in infrardečih spektrov. Poleg tega pa tudi zelo dobro reproducira same barve objekta, ki ga osvetljujemo. To za primerjavo si lahko predstavljamo, kako se sprehajamo po ulici in vidimo, ko so vse, kar je osvetljeno s temi svetilkami, še na bazi živosrebrne starih virov, so vsi odtenki, vse barve so enake. Tukaj gre za tehnologijo, ki pravzaprav maksimalno izpostavi in te barvno reprodukcijo. Izdelek samo svojo minimalistično sodobno obliko posega tudi v lifestyle, vrsta inovativnih rešitev, ki jih ima, in široka paleta samega asortimana, pa to samo še potrjuje. Mogoče za konec bi rad dodal, da nagrada podjetju Intralighting pomeni ugled, da potrjuje, da je bila pod vlaganja v razvoj prava in predvsem pa to, da mi jo jemljamo kot spodbudo za naprej, za nadaljni razvoj. Hvala. Hvala, Dimitri, in vsem govorcem. Zdaj pa vas vabim, če imate še kako vprašanje, da ga postavite. No, potem pa hvala za udeležbo. Če imate še malo časa, predlagam, da skupaj nazdravimo temu pomembnemu priznanju. Prosim. Slovenskega imena za to svetilo. Ne, običajno omogočamo dizajnerjem, da izbirajo oni imena. Glede na to, da gre za belgijskega dizajnerja, je francosko ime, ne belgijsko. Ja, naredili smo 4 različice, ker namreč vedno je pomembno, da imaš družino svetilk za različne namene. Ne? Če govorimo tle o spotih, ki so namenjeni osvetljevanju predvsem v trgovinah in muzejih in galerijah, potem je to spot. Ko govorimo pa o svetilki, ki jo vidite tle na tleh, ki je lahko v izložbi, svetilki, ki je ugrajena v strop, ali svetilki, ki je na steni in na stropu, gre v bistvu za eno celo družino. Ne? Tako da v bistvu smo bistveno bolj fleksibilni. Vedno je lepo, ko se oblečeš, če razumete, da bi obleko imel zeleno, ja, mislim, ne govorim samo barve, ampak v drugem stilu in hlače. Bom rekel, tudi pri razsvetljavi je treba v bistvu razumeti v ambientu eno zeleno nit, ki lahko to ustvari. Moram pa reči, da za to svetilko bom rekel, sem obljubil ženi, da bomo to lučko montirali doma v dnevno sobo, ker imamo ene 15 let stare reflektorje in po moje bo zadovoljna, Kovačeva kobila je doskrat bosa, ampak zdaj mislim, da pa je to prav produkt, da ga res dobi. Pri vas naredite kot LED žarnica, ali to imate v bistvu kupujete drugega, koliko je važno? LED žarnica je samo elektronski čip. Proizvajalcev tega v svetu je 7-8 in ne proizvaja nič drugega kot to. Vsi, ki uporabljamo to, kupujemo pri njih. Ampak to je v bistvu samo en delček celote. Kot sem že prej rekel, pomembno je, ko se staviš optiko, ko se staviš elektroniko, ko se staviš mehaniko, to vse skupaj postane luč, ki je zapakirana v dobro oblikovano obliko, ki je izdelana kakovostno, da v laboratoriju vse skupaj preverimo in ko v bistvu tudi na koncu pazimo na vsak detalj, funkcionalnost, modularnost. Potem je to dober dizajn. Drugače, dober dizajn, kot je rekel Dimitri, ni lepotno tekmovanje.
Rekel, kot podjetje nismo znani po nizkih cenah, to pa še zmeraj ne pomeni, da smo dragi. Vedno in povsod, tako v Sloveniji kot v tujini, poskušamo na dolgi rok dokazati sebe kot zanesljivega, kvalitetnega, z dobrim suportom pred in po prodaji dobavitelja, ki zna postaviti pravilne koncepte, kako osvetliti in ko zna biti racionalen pri tem. To pomeni, da je veliko šarlatanov na trgu, ki nametajo na pretirano količino svetilk, pa čeprav so poceni, na koncu plačate več. Drugo, kar je, ko govorimo o energetski učinkovitosti, in tle je tudi prikazano, mogoče bomo razložili kasneje, kaj to pomeni na obdobje 5 let, vemo pa, da LED diode in sama konstrukcija in elektronika, ki tudi zraven stoji, kot te svetilke delajo 12 let, brez tikati. Sama cena tudi ni edini argument in energija. Če danes ste malo pozorni na, predvsem v trgovinah, je to, ker so največkrat nevešči strokovnjaki, so pač prodajalci v teh trgovinah, in ko prija do prve zamenjave žarenc, potem boste pozorni, boste videli vseh barv, je noter ta trgovina, vseh odtenkov, da ene barve sploh ne morate več prepoznati, ko kaj kupujete. To se tukaj ne more zgoditi. Torej ne gre za poceni produkt, gre pa za kvaliteten produkt, ki ima argumente, vendar primerjaj s konkurenco je še zmeraj lahko uspešen in sem prepričan, da bo. Torej ni namenjen ne slovenskemu, ne ameriškemu trgu, ampak celemu svetovnemu trgu, do Avstralije, Nove Zelandije, do Združenih držav in Evrope. Imate tudi kaj garancije na izdelek? Naša garancija in jamstvo za naše izdelke je od 1. aprila letos 5 let. Tudi za to svetilo? Tudi za to. Kakšni pa so ti prihranki? Prihranki so, govorimo samo o tem svetilu. Ja. Prihranki so, če govorimo o sami ceni in če pogledate zraven, je izdelek iz prejšnje generacije. Nažalost, možgan lahko ga prežgete. Prvič je, sam po sebi je cenejši. Vendar, ko 5-krat moramo zamenjati žaranco v življenjski dobi te svetilke, je že najmanjši problem to, kjero žaranco ugraditi, koliko ta žaranca stane, tako da že s tem pridemo na isto raven. Primerjalno na 50.000 ur, kar pomeni približno 12 let delovanja te luči v eni trgovini, ki dela 12 ur na dan, ali pa v enem muzeju, ki ima približno isti urnik. Pomeni, da na energiji prihranimo primerjalno mislim, da je približno 65%. Vendar, glede na ceno, ki je višja, to pomeni, da v 5 letih je strošek te svetilke 20% manjši. Ne smete pa pozabiti, da ta svetilka deluje 12 let. Ampak že po 5 letih je 20% prihranila, oziroma lahko rečemo, da je 4 leta tisto obdobje, ko je že izplačano. Ampak to ni edini argument. Bolj bistven argument je, da je kvaliteta te svetlobe konstantna, da v samem muzeju, trgovini, nimajo nobenih težav z vzdrževanjem in z možnostjo napak, ki so vse posod. Tretja stvar, da je na tem svetilu možno tudi nastavljati jakot svetlobe, kar na drugih ni možno. Možno je porabljati tudi manjše moči in večje moči, bistveno boljši render svetlobe. Render svetlobe je pa v muzeju, ko imate eno sliko, ki je neprecenljive vrednosti,
pa sploh ni primerjalno, ko v bistvu vidimo barve in strukturo slike, tako kot da bi jo odnesli ven na sončen dan s plavim nebom, kar noter sploh ni izvedljivo. Drugo, kar je tudi Dimitrij že omenil, so UV žarki in ER žarki, kar pomeni, da v Louvru, in to sem prepričan, da bo ta lučka tudi v Louvru stala, kar namreč sodelujemo z znanim light designerjem iz Francije, Louis Clairom, ki tudi tam veliko počne, ne samo tam, ampak v mnogih državah sveta, da ta lučka najde svoj prostor. Ker v Sloveniji vidimo to važno, pa bom rekel, še za gospodinsko uporabo? Tudi za gospodinsko uporabo, za dom, hišo, stanovanje. Mi, kot ste opazili, smo bolj naravnani na moderne linije, na moderna stanovanja, minimalizem, dobra osvetlitev, krmiljenje, kar sem že prej povedal, pametne svetilke, ki same se prižigajo, same ugašajo in da jih predhodno nastavite. Tako da, seveda, ja. Ni pa naš primarni trg dom. Je zgolj posreden, tako kot je tukaj v Ljubljani ta salon, ki je bolj namenjen domu, in kjer moji kolegi, ki so pred zadaj, tudi to uspešno počnejo, je tudi pristop k temu bistveno drugačen kot na profesionalnih projektih, ko govorimo o bankah, trgovskih centrih, verigah, trgovin, ali pa na drugem področju hoteli, industrijske stavbe, bolnice, šole. Pravim, na vsakem področju so potrebni neki argumenti. Dom, seveda, so podobni, ampak je tle občutek, kako to narediti, bistveno bolj pomemben, znati poslušati, znati postavljati vprašanja in znati najti odgovore, ker je vsak kupec drugačen. Zato v bistvu Intralighting kot taka v ta segment ni usmerjena, čeprav ima veliko produktov, ki so primerni tudi temu. Salon namreč enak je tle v Sloveniji, drugi je v Zagrebu, na Hrvaškem, drugje nimamo teh ambicij, da, ker namreč tle so tudi produkti drugih proizvajalcev za dom. Ste rekli, da je možno nastaviti zatemnitev, a to, da se avtomatsko zatemni, kot recimo pri dimmer stikalo? Načeloma ja, dimmer stikalo je načeloma zelo neinteligentno stikalo. Mislim, je minimum za WC mogoče primerno, ampak ko govorimo o pametni razsvetljavi, potem govorimo o senzorjih, ki so namenjeni, da si vi vedno sami nastavite nivo svetlobe, ki ga želite. Potem senzor samo uravnava to svetlobo glede na zunanje vplive, če so okna. Vpliva, a ste v prostoru ali niste, ker je nesmisel, da imate stikalo, ker se bo luč sama vžgala in ugasnila, ko zapustite prostor, ne, je drugi element. Tretji element je, da lahko imate daljinsko ali senzorsko ali pa neko tudi stikali, možnost krmiljanja različnih scen. Ne vem, če ste mogoče mislili na dnevno sobo, počnete v dnevni sobi različne stvari, ne. Včasih na mizi naredite piknik, včasih gledate televizijo, včasih berete, včasih verjetno s fantom kaj počnete ali z možem, tako da v bistvu so najmanj te 4 možnosti, ki jih je možno z enim gumbom ali z eno tipko prilagoditi, vnaprej nastavljene. Hvala vsem. Zdaj pa, to mogoče še kako vprašanje. če še mogoče kako vprašanje zadnjo.